Kaj se dogaja v mesecu požarne varnosti, katere aktivnosti potekajo in komu so namenjene? Ja, letošnje leto je tema meseca požarne varnosti tudi po potresu lahko zagori. Glede na to, da je lansko leto bil veliki potres na Hrvaškem, so tudi aktivnosti v letošnjem letu potekajo tudi v Sloveniji, zaradi naše bližine, seveda zaradi našega potresnega ogroženosti, tudi samega Posavja kot Ljubljane in celotne Slovenije, Posočja, tudi v Sloveniji. Udeležili smo se že tudi vaje državne oziroma mednarodne vaje Sikvejk v Ljubljani, tudi posavski gasilci iz Sevnice, Brežic in pa Krškega. Namen je preveriti stanje, usposobljenost, seznaniti se z posledicami potresa in kako ukrepati, sami gasilci ukrepamo v potresu. Posledica potresa je pa seveda požar, ki lahko nastane predvsem zaradi teh trošilj, ki jih imamo, plina, ki je napeljan po večino objektih, kar se tiče mest, potem je elektrika in pa seveda dimniki, ki pa v potresu seveda so tista šibka točka objektov, ki se najprej lahko porušijo in seveda povzročijo lahko potem tudi škodo ali pa požar, ki seveda v tej času kurilne sezone seveda gori v pečeh za ogrevanje in se lahko razširi potem na objekte. Katere aktivnosti še potekajo? Zelo aktivni smo trenutno v tem času z evakuacijami. Seveda niso več evakuacije takšne, ki so bile v tem času korone in seveda vse skupaj zmanjšano število samih gasilcev na teh akcijah. Objekti pa morajo, te javni objekti oziroma tam, ko je večje število ljudi, se zadržuje izvajati enkrat letno samo evakuacijo in seveda mi gremo pomagati. Evakuacije izvajajo sami zaposleni z svojimi tistimi ljudmi, ki so noter, šole, vrtci, domovi za ostarele. Mi smo pa potem samo za njihov suport in dajemo navodila, kako pravilno ukrepati in kaj potem, ko pridemo mi na kraj sam. Ko govorimo o požarni varnosti, o čem bi moral vsak prebivalec biti ozaveščen, kaj je tisto najpomembnejše in glede na to, da smo v mesecu oktobru, torej v jeseni, na kaj bi morali biti še posebej pozorni, kar se tiče požarne varnosti? Vsak prebivalec se že od majhnega lahko od osnovne šole, z vrtca uči oziroma usposablja, kaj je ogenj, kaj je požar. In glede na to, da je ta požarna preventiva na našem nivoju, dajemo zelo veliki poudarek, dejansko, da ne bi prišli do samega požara. Kaj narediti? Jaz pravim, da vsak gasilnik mora biti vsaj v gospodinjstvu vsaj en gasilnik na gospodinjstvo. Seveda tam, ko so kmetijski objekti, je potrebno še več. Tu vidim, da je neka rak rana celotne družbe, da stanovanjski objekti, hiše in po zaselkih, po vaseh in tudi v samem mestu nimajo vsi gasilnika doma, da bi lahko pravočasno tudi sami ukrepali. Če pa že je, pa so to te gasilniki pri gasilcih, ko povemo, da po vaseh, sploh te v našem okolju, v Posavju, lahko rečem, da te vasi, ki so manjše, v Bronkih, imajo skoraj več kot tri četrt vasi samih gasilcev in so seznanjeni tudi s to preventivo in veliko to pride tudi prav medsebojni pomoči in pa pomoči doma. Na kaj pa bi morali biti jeseni še posebej pozorni? Jesen je ta trenutek tak čas, da seveda se prične z samim ogrevanjem stanovanj, hiš in uporabo teh peči je seveda potrebno očistiti treba dimovodne naprave. To priporočam, da se naredi z službami, ki so za to zadolžene, to pomeni dimnikarske službe, da to naredijo tako, kot je treba. In potem seveda se imajo tudi potem lažje, tudi v primeru, da pride do požara na takem dimovodu, ko je bilo pregledano, tudi pri zavarovalnicah lažje pridejo skozi. Ste poveljnik Gasilske zveze Sevnica. Kako je v občini Sevnica organizirano gasilstvo? V občini Sevnica razprostiramo se na 272 kvadratnih kilometrih.
s približno 17 000 prebivalci. Od teh prebivalcev lahko rečem, da je 2400 okoli samih gasilcev, prostovoljcev. Delujemo v 15 prostovoljnih gasilskih društvih. Osrednjo društvo je tukaj v Sevnici, je poklicno jedro in je enota širšega pomena. To pomeni, da opravlja naloge ne samo gašenja požara, ampak ima tudi naloge reševanja v primeru prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, nesreč na vodi, zato je tudi ustanovljena potapljaška enota, ki seveda aktivno sodeluje. In seveda se srečujemo zadnje čase tudi z veliko tehničnimi pomočmi, za kar smo usposobili tudi ekipo, ki se ukvarja z vrtno tehniko. Imamo Lisco, lahko rečem visokogorje, zelo veliko teh planinskih poti, nezahtevnih in zahtevnih. Kar se tiče pa reševanja, so vse poti, ki se vodijo v te hribovja v našem koncu, zelo zahtevna za samo reševanje, ker so slabo dostopna z vozili. Moramo velikokrat iti zelo daleč peš, pa da prenesemo pod nesrečeno osebo do reševalnega vozila. Ste se v zadnjem času srečali s kakšno večjo, težjo intervencijo? Kar je letošnjega leta, lahko rečem, da bi rekel, glede na ene naravne nesreče, udara strele v objekt, ker je sodelovalo večje število gasilcev, v letošnjem letu ni bilo nič, kaj tak posebnega. So bile pa tehnične nesreče, prometne nesreče s smrtnimi izidi, kateri so seveda tudi za gasilce zelo neugodne, tisti, ki seveda sodelujejo na tisti prometni nesreči, ko je pač oseba preminula. Drugače pa lahko rečem, da vsako leto oziroma v 10 letih bi lahko primerjal, da smo prišli povprečno 120 intervencij na leto na 160 v celi gasilski zvezi. Seveda to veliko večino pobere tudi Sevnica. Ko govorimo pa o požarih, pa je spet odvisno od letnega časa. Lahko rečem, da od 20 do 30 požarov na leto je se dogodi v samem kraju. To je podvisno, ali so to, če je sušno obdobje, so to požari v naravnem okolju, drugače pa požari na objektih in pa prometnih sredstvih. Kadar gasilci hitite nekam na pomoč, je zelo pomembno, kakšna intervencijska pot, kakšen bo čas, v katerem boste prispeli na kraj dogodka, da pomagate pri požaru, poplavi in tako naprej. Kako je z intervencijskimi potmi zdaj v zadnjem obdobju? Se je to kaj izboljšalo, ne? Ja. Kar se tiče intervencijskih poti, lahko rečem, da smo neka specifika, posebno prostovoljci, ker prostovoljci morajo že od doma leteti z vozilom v sam gasilski dom in od tam s gasilskim vozilom na samo intervencijo. Tukaj lahko rečem, da so krajani oziroma tisti, ki so udeleženci v prometu, bolje seznanjeni, spoznajo, da je nekaj narobe, da se gasilec z vsemi 4 pelje v smerniki na intervencijo. Seveda moramo skrbeti, dokler ne pridemo sem in smo pod modrimi lučmi in sireno, seveda za varnost. Smo navadni udeleženci v cestnem prometu in imamo neko prednost. Ko pa seveda gremo z vozilom, pa seveda je prednost vozil z modro lučjo in sireno prva. In lahko rečem, da so glede na število intervencij in dogodkov se stvari zelo popravljajo in udeleženci upoštevajo vozila, katere so na nujni vožnji. Kakšen je vaš nasvet tistim, ki se znajdejo na cesti v trenutku, ko vi hitite na pomoč? Tisti, ki se znajdejo, ko vidijo vozilo, da gre z modro lučjo in sireno, naj se peljejo naprej, naj ne bremzajo pred nami, tako kot so bili včasih, ko dejansko prideš do vozila, se pripelje za njim in se pač ustraši in zabremza na rob ceste zapelje, tako da je nevarnost tudi naleta. Naj se peljejo normalno naprej, dajo smernik in se umaknejo iz vozišča, kolikor je to možno, in da lahko mi brez problema potem nadaljujemo pot varno naprej do kraja nesreče. Kaj bi ob koncu še dodali gledalcem, morda kakšen nasvet ali pa delili kakšen dogodek, ki se bo še zgodil v okviru meseca požarne varnosti? Zdaj, za gledalce sam povem to, da preventiva je tista, katero ne upoštevajo, da ne naredijo nekaj za sebe, za svoj dom, za svoje domače, da ne bo prišlo do požara.
V mesecu oktobru pa zdaj in še verjetno novembra bodo potekale vaje, to pomeni društvene. Večje vaje letos ne bomo imeli zaradi samega druženja in teh ukrepov. Bomo prožili sirene javnega alarmiranja in uporabljali svetlobne in zvočne signale v primeru, ko bomo šli tudi na vajo, ne samo na intervencijo. Tako da vsako društvo bo eno vajo imel in bojo gasilska vozila zdajle malo bolj pogosto uporabljala te sirene, tako da ne bojo prebivalci razdraženi, da ne bi res kaj narobe skozi. Super. Hvala lepa. Hvala vam.